užival v tem studiu Matjaž Javšnik. Matjaž, dobro jutro. Servus, Vegec, Auswegs, kaj smo. Dobro, v bistvu moramo mi bolj tebe vprašati, kaj se piše zadnje dni, ne? Si v redu? V redu, kaj pa čim biti. Vsi to je stara informacija, to je v bistvu še od lanskega novembra, tako da sem že sestavljen. Pa tudi pri sebi, da lahko grem počasi nazaj na oder. No, ok, da lahko greš nazaj na oder, ker pri sebi se veš, ne? To je, o tem bi se dalo vedno debatirati, drugače ne bi bili taki izjemni umetniki, ne, kot ste. Jaz tako pravim, vsak ima pač odmerjen svoj cajt, ne? Jaz sem tombolo špilo, dobil sem glavno nagrado, zdaj špilam podaljške. Tako da, jaz sem vesel, da sem tu, ne? Ja, mi tudi, res skrbi, ne za narobe razumeti. Vse ostalo pa jemljem samo kot opozorilo. Ok, lepo. Drugače pa si moral vstati danes zelo zgodaj, iz Krke si se pripeljal v Maribor. Kak je bilo na cesti, kak je bilo v Krki pravzaprav danes zgodaj zjutraj? Zacrknut, zato ker nam krožišče delajo in sem samo, da smo z Krke prišel rabo 15 minut. Ojej. Zato ker še nimajo, naši še niso pogruntali, da so lahko semafori tudi na senzore, ne? In vsi grejo zdaj proti Ivančni, proti Grosuplju, proti Ljubljani, noben pa gre kontra, tako zgodaj, ne? In medtem, ko smo mi tam 20 minut čakali, je točno en avto mimo pripeljal kontra. Tako se lahko dobro počutiš sam pri sebi, ne? Pol pa se začne pri Grosuplju kolona, ne? Pol pa priješ tam mimo Celja, pa je spet neka, tu Maribori itak skozi neka rintajo, pa gradijo, pa ne vem kaj, tako spet štala. Ampak sem se pa zato že včeraj naštimo uro, pol ure prej, sem rekel za vsak slučaj in eto, sem prišel na minuto. Lepo, ja, zelo točno, še prehitro, ampak mi smo seveda veseli, smo lahko več malo tako debatirali in zdaj dejansko praznuješ 30 let karijere, o tem še bomo v nadaljevanju, ampak ko sem malo brskal po spominu, Matjaž, moram reči, da sem te prvič gledal tam v začetku 90-ih na gimnazijadi v Velenju, ko si še nastopal s predstav Gilša. Ja, to je bila predstava Don Juan International Fucker, uspešnica že takrat. To je bilo v bistvu ena mojih prvih predstav. Igral sem jo z Dragotom Milinovičem, mislim, da je bila prav premiera tam na celo to, ja. Odziv je bil super, folk se je smejal. Ja. In to delamo še danes. In zanimiv je bil tudi tvoj začetek, to sem nekje enkrat prebral, ko si razlagal, kako si v bistvu ti sploh prišel zraven, da si stopil na odrske deske. V bistvu je bilo to v Rušah relativno slučajno, oziroma v teh mladih letih z eno obljubo. To je bila usoda. Usoda, jasno. Okay. Vedno si na peronu, pa vlaki vozijo levo, desno, zdaj pa vprašanje, če stopiš na pravega, pa o pravim cajti, pa če gre v pravo smer, ne. Meni se je to poklopilo. Jaz sem si v bistvu želel biti logar. Aha. Jaz bi najrajš čez teden bi objemal dreve po Pohorji, čez soboto bi pa pretepal avstrijske turiste po gostilnah in bi se vsi lušno imeli, ne. Tak, ja, ampak ker so pač naše prijateljice takrat hodile, ko smo se družili v to neko amatersko skupino v Ruše, gledališko, in so rabile tudi fante, ne. Za predstavo so nas povabili zraven in seveda nismo hoteli iti in potem rekli, pridite vsaj pogledati, smo prišli pogledati in ta režiser je bil tako pametni, da je rekel, pubeci, če te hodili, jaz obljubim, da bo vedno flaša vina. In po 2 vajah sem padal not in je bilo. Je bilo fertik, ne, ok, ampak motivacija je bila pač temu primerna, kot si rekel, usoda je hotela in usoda najde pot, ne. Ja, v tem primeru je bila tekoča usoda. Ja, no, vse veš, pač, kaj bo usoda v različnih oblikah. Drugače pa, Matjaž, koliko je recimo Pohorje, ker vemo, ti prihajaš v bistvu bolj kot ne izviraš iz južnega dela Pohorja nad Zrečami, ampak vsi, ko rečejo, odkot je Javšnik, z Ruš, ne, iz severnega dela. V Rušah živim, mislim, sem živel celo otroštvo, mladost. Mislim, Pohorje je moj spomin, moje korenine, moj odmev. Koliko je v bistvu Pohorje doprineslo k tej tvoji umetniški izraznosti oziroma izrazu? Jaz mislim, da ogromno.
Tudi Maribor sam po sebi, ker mi je dal ogromno v tej neki dobi formacije, ne, v tem srednješolskem obdobju. Mislim, da cela ta regija, ta milje, Štajerska, Pohorje, je nekako zasidela na meni in tudi ne pustim, da bi z mene šlo. Ne. Jaz mislim, da tudi svoje otroke vzgajam v tej smeri. Ne. Recimo je ta mala, mi živimo na Krki, ona prije na žurko na Štuka, v Maribor. Aha, pravilno, tako treba. Ona navija za Maribor. Tako treba. Je Viola. Da, lepo. Tako da nekako pač probam to vzdrževati, da se vejo, odkot smo, kaj smo. Skratka neke korenine, da pušamo za sabo. In da ne pustimo, da jih zruvajo in da so tako močne, da jih noben veter ne upogne. Ogromno smo že podebatirali, ampak vseeno bistveno, zakaj si danes tukaj. 30 let kariere je naredilo naenkrat verjetno. Ne? Ja, to gre košus, ne, to nimaš kaj. V bistvu 30 letih sem naredil čez 200 projektov, na leto delam od 100 do 120 000 km z avtom. Tako da to mine preko rečeš keks. Ja. Vse, kar se iz tega leta spomniš, je samo to, da je benzin vedno dražji. Draž pa 30 let, v bistvu, jaz ko sem bil z Alfi Nipičem, ki bo tudi sodeloval na tej moji turneji, Ja. ob 30-letnici smo šli na kafe in mi je Alfi rekel, veš, jaz imam pa leto 60 let kariere. Tako da pol ugotoviš, da si navadna amater. Res, če se s Fonzejo meniš, je res to ena prav posebna zgodba.